Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš in tokrat za mesec april. Naj najprej povem, torej to je zelo pomembna informacija, da upoštevam sideralni in netropski zodiak, kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba. In ker sem seveda namreč vedska astrologinja. Torej napoved je narejena za vsa astrološka znamenja in narejena je glede na vaš ascendent, luno, lahko pa pogledate tudi sonce. Torej, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in pa sonce po vedski astrologiji, torej po Džotišu, lahko to izveste preko spodnjega linka, ga bom prilepila v opis. Ta link vas popelje na spletno stran, kjer izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite te informacije. Torej, kje imate ascendent, luno in sonce. Seveda se vidi tudi, kje imate druge planete, ampak ti so pomembni, ker po njih delam napovedi. Predvsem po ascendentu in po luni. Torej, tako boste tudi vse skozi lahko spremljali vse moje napovedi, mesečne napovedi, ki jih delam zdaj, torej res vsak mesec, potem napovedi za velike premike planetov, to bom naredila tudi ta mesec, naprimer za Jupiter, in tudi druge napovedi, torej vse, ki so narejene po vedski astrologiji. Pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, tarot svetovalka, sem tudi intuitivni coach, drugače vodim tudi tečaje Džotiša, tečaje kart najrazličnejših, tarota, potem cigank, zdaj bom imela maja, junija, tudi tečaj cigank, tako da se lahko prijavite, če se želite. Spodaj torej bom prilepila link, kjer imate vse podatke in moj kontakt in se lahko tudi prijavite. Potem torej vodim tudi tečaje, torej kot sem rekla, tarota, cigank, naredila bom pa kmalu tudi tečaj za moje karte, rozeta. Ampak o tem kaj več drugič. Torej, pozdravljeni na mojem kanalu, Orakel oči, Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Vabim vas, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo ta posnetek videlo več ljudi. In vabim vas, da še naprej spremljate te vse moje napovedi, torej narejene po Džotišu, drugače delam pa tudi napovedi po tarotu. Lahko se vpišete tudi na moje novičke, preko moje spletne strani oracleoflight.org. Tako tudi pridobite napoved za vaše astrološko znamenje za celo leto in pa tudi napoved za prestop Saturna, ki se je zgodil v januarju. To je še vedno zelo aktualno. Torej, če se naročite na novičke, dobite tudi te dve napovedi. Torej, za celo leto napoved za vaše astrološko znamenje in prestop Saturna. No, torej, lahko tudi prostovoljno darujete za to stran, da bom imela možnost objavljati te videe še naprej in jih snemati. Pišete mi lahko na mail info@orakelluci.si, napišete, da bi radi darovali za moj kanal in se lahko dogovorimo. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, najprej bom povedala nekaj splošnih informacij, torej kaj se bo dogajalo v aprilu 2023, potem bo šla pa na konkretno na vsako znamenje posebej. Torej, 31. marca se je Merkur premaknil iz Rib, bil je debilitiran in zdaj se je premaknil v znamenje Ovna, kjer se pa počuti malo bolje. Tu se je Merkur pridružil Rahuju, Uranu in Veneri. No, to se je zgodilo že 31. marca. Torej, to je en tak velik premik, ki se bo zdaj aprila zelo poznal. Potem Venera se pa bo 6. aprila premaknila v Bika, kar bo pa tudi pomemben premik, zato ker nam bo to vsem nam prineslo nekaj več zemeljske energije. Več zemeljske energije bo prinesla tudi polna luna v Devici in dobili bomo veliko planetarno podporo, da se naše ideje končno realizirajo v praksi, oziroma da mi naše ideje lahko realiziramo v praksi. Torej, naša ustvarjalnost bo zelo, zelo podkrepljena z nekimi praktičnimi rezultati. Venera se v Biku zelo dobro počuti, saj Biku vlada. Paziti se moramo edino pri hrani, naprimer pri sladkarijah, alkoholu, pri drugih hrani. Je pa to zelo, zelo dober tranzit za finance, posebej za Bike, pa za tehnice. Tudi za ovne, ampak to bom potem spodaj še bolj konkretno povedala. Torej, ker bo Venera v svojem znamenju, bo močna,
je pa to posebej dober čas oziroma dobra novica za bike in tehtnice. Torej, ta energija bo tudi precej harmonizirala odnose v družini, odnose na splošno, ker že nekaj časa tukaj poteka tako zelo silovito čiščenje v odnosih, ker je tukaj Ketu, torej Ketu je v tehtnici, kateri tudi Venera vlada, in seveda ta Ketu v tehtnici dela močne karmične zasuke in čisti odnose naše. In to se dogaja vse od oktobra 2022. In zdaj, seveda odvisno je, v katerem obdobju ste. Če niste v obdobju Ketuja, Venere, potem je to mogoče ta tranzit za vas 30%, torej se mogoče v vašem življenju ne pozna toliko. Mogoče so nekateri ljudje odšli iz vašega življenja, ampak mogoče za vas niso bili tako, bom rekla, pomembni, ali pa vam niso bili tako blizu. Medtem ko tisti, ki ste v obdobju, pa to zelo, zelo močno čutite. In verjetno so tisti, ki ste v obdobju, so pa nekateri ljudje odšli iz vašega življenja, ste se od nekaterih ljudi umaknili, to je tudi, bom rekla, zelo močan, torej pokazatelj ločitev tudi. Zelo zanimivo je, da se veliko ljudi ločuje zdaj trenutno, a ne? Torej, pač seveda to se bo zdaj še dogajalo, posebej do mrka, ker tudi mrk se je zgodil oktobra in se je to silovito čiščenje začelo. Torej zdaj bo pa spet torej mrk, ampak bo mogoče majčkeno drugače se izrazil ta mrk, ampak vseeno, no, bo čiščenje še vedno trajalo. Torej, potem Merkur bo v ovnu skupaj z Uranom, Rahujem, nahajal se bo tukaj cel april in še kasneje. Od 21.4. bo pa Merkur retrograden in bo retrograden vse do 15. maja. Zdaj, to je pa pomembna informacija, tale retrogradnost Merkurja. Zakaj? Zato, ker ko je Merkur retrograden, nam lahko zagode pri marsikateri stvari, torej pri različnih zadevah. In v tem času ni dobro na novo delati stvari, na novo začeti stvari, na novo začeti posel, kakršnokoli drugo stvar, izobraževanje na primer, iti v službo, podpisovati neke papirje, kupiti nepremičnino, kupiti kaj drugega, se lotiti nekega projekta. In zakaj? Zato, ker stvari se ne bojo iztekle tako, kot bi pričakovali. Torej, pojavljajo se bojo težave, nesporazumi, torej šum v komunikaciji, ker to retrogradni Merkur prinaša. Tako da to opozorilo za vse vas, torej kaj v retrogradnem Merkurju ni dobro, da počnete. Zdaj, kaj pa je dobro? Torej, retrogradni planeti so pa dobri za čiščenje. Ker retrogradni planeti se vedno ozirajo nazaj in takrat je dobro, da mi določene stvari na novo pregledamo, počistimo, raziščemo, nekaj starega, torej poskušamo nekako spremeniti, ali pa počistiti, preoblikovati. In je pa dobro, torej retrogradni Merkur za pospravljanje, urejanje za nazaj, dokončevanje, naprimer vračanje k starim projektom. Lahko se vrnete v neko službo, katero ste že prej hodili, pa ste potem mogoče nehali, pa vas mogoče zdaj nazaj vabijo. To pač seveda lahko greste. To je retrogradni Merkur, je pa dober za te stvari. Ampak seveda ni pa dober za neke čisto nove začetke in tle vas moram posebej opozoriti, zato ker zelo močna energija, torej veliko planetov bo v ovnu in bo močna energija za nove začetke in bomo imeli ta poriv za nove začetke, željo za nove začetke. In zato vas opozarjam, da ne v času retrogradnega Merkurja nekaj na novo začeti. Torej prej, pa potem, ampak pazite tudi en teden preden se začne retrogradni Merkur in en teden po retrogradnem Merkurju. V tem času poskušajte ne nekaj na novo začeti. Torej začnite prej ali kasneje, ker željo pa bo marsikdo od vas imel. Lahko pa pač uredite nekaj za nazaj. Torej še enkrat, od 21.4. do 15.5. torej ne na novo nekaj začeti. Pospravljajte stanovanje, pomladno čiščenje bo super. No,
Je pa res, da bo Merkur v ovnu, Mars bo pa v dvojčkih, to bom potem še naprej povedala. Mars je v dvojčkih od 13. marca in ta dva planeta bosta poustvarjala zelo lepo parivartano jogo. Kaj to pomeni? Pomeni, da nam bojo stvari stekle. Torej, neke stvari, ki jih bomo želeli pač narediti, seveda je to povezano z vsakim znamenjem pač drugače, torej za vsako znamenje je to pač seveda drugače, glede na napoved, glede na to, kje se nahaja pri njih, torej ta Merkur v ovnu in Mars v dvojčkih, ampak ta parivartana joga bo pomagala nam, da stvari bomo nekako uspeli rešiti. Torej drugače oven predstavlja fizis, telo, usmerjena energijo posameznika, dvojček pa predstavlja bolj intelekt, misli. In zato je to zelo, zelo dober čas, da prepoznamo naše neke mentalne ovire, vzorce, predsodke, tudi prepričanja, sodbe. Temu se reče paradigma. In ta paradigma, torej ti naši vzorci, torej miselni vzorci, potem predsodki, prepričanja, seveda vplivajo vedno na naše fizično telo. In seveda te predsodki lahko povzročajo tudi bolezni in če mi premaknemo to paradigmo, temu se reče premik zbirne točke, se iz tega lahko izvijemo ven, torej se na nek način postavimo na glavo, začnemo stvari gledati iz drugega zornega kota. Naprimer, tarot je zelo dober za premik nekih omejujočih vzorcev v smislu meditacije, tako če poznate kaj tarot, lahko vzamete v tarotu karto obešenca, ki vam lahko pomaga, da spremenite način gledanja na stvari. Torej, kot sem rekla, je to premik zbirne točke, to jaz tudi učim v svojem programu Oracle of Light. To je en program, ki vam kaže, kako od popolnega nezavedanja, torej da ne veste, kaj se dogaja okrog vas in v vas, prijete do popolnega zavedanja in do izstopa iz zgodbe in v bistvu uvidite, da živimo v matrici. Torej, če koga ta program zanima, da bi pač rad to dosegal, da bi šel iz matrice, da bi videl, kako svet funkcionira, kako on funkcionira, ker potem seveda, ko mi vidimo, kako svet funkcionira, kako mi funkcionira, tudi lahko začnemo manifestirati. Ker veliko se uči po YouTubeu, po kanalih in vse posod, kako manifestirati. Vi sploh ne morete manifestirati, če imate v sebi neke škodljive vzorce, ki vas pri tem omejujejo. In najprej treba to počistiti, potem je treba izstopiti iz zgodbe, da sploh vidiš, kako svet funkcionira, kako ti funkcioniraš, potem lahko šele začneš manifestirati. In seveda, če to koga zanima, spodaj bom prilepila link, torej moj program Oracle of Light, si lahko preberete, kaj ta program vam vse prinaša. Torej, jaz sem zdaj povedala samo en delček tega, kaj ta program posamezniku ponuja. In si pač lahko preberete, kaj v bistvu dobite v tem programu, delam pa jaz večinoma individualno. Torej, če nekdo pride na ta moj program, torej se z njim dela individualno, je pa torej močan tak, zelo močno se preobrazite preko tega programa. Torej, ta program sem jaz tudi 5-krat, mislim, da 6-krat sama naredila, poskusila, torej to ni samo teorija, to je vse praktično preizkušeno, tako da deluje. Torej, če vas to zanima, si pa spodaj preberite. No, in zdaj ta energija, torej, kot sem rekla, Merkurja v ovnu in Marsa v dvojčkih, bo pokazala neko realno vrednost stvari. In to vseh stvari. In to se bo, na primer, pokazalo tudi pri nepremičninah. Jaz že nekaj časa sem napovedovala, ko je bil Merkur, Mars retrograden od oktobra, da bodo cene nepremičnin padle. Posebej tistim starejšim in tistim, ki niso na tako dobrih lokacijah. In to se zdaj dejansko dogaja. Torej, zdaj pa seveda, s to parivartano jogo bomo pa pač uvideli realno sliko in to bo tudi povezano s tem, da bo cena nepremičnin, torej tem starejšim, bodo padle, ker bomo pač uvideli, pokazala se bo realna slika, da niso toliko vredne, kolikor so bile prej, oziroma kolikor so za njih prej hoteli, da naprimer mi plačamo za njih.
Tako da to se bo seveda spremenilo. No, 6. aprila bo tudi polna luna v Devici in to nam prinaša res ogromno Merkurjeve energije in pa tudi zemeljske energije, ker Devica je zemeljsko znamenje in seveda s tem, kaj to prinaša ta polna luna v Devici. Torej, imeli bomo priložnost, da razrešimo marsikaj, kar nas je v preteklosti mučilo, da ugotovimo vzrok naših težav na fizičnem nivoju, ki so seveda posledica naših mentalnih zavor, kot sem povedala že skoraj. Torej, to, kar mi mislimo, naša prepričanja, to, kar nas omejuje, to se pokaže na fizisu in zdaj bomo to nekako ugotovili. Aha, mi imamo te misli, taka prepričanja, to nas omejuje in bomo imeli zdaj odlično priložnost, da to spremenimo. Tole praskanje, ki ga slišite od zadaj, to je moja Stejsika, moj kužek, ki ne more biti brez mene in zato sem ji tamle pripravila blazinico in zdaj ona po tejle blazinici praska. Stejsi, boš se prišla pokazati. Ja, pridi, no. No, tole je pa moja Stejsika, da jo vsi spoznate. Tale, ki praska in nas je zdaj malo zmotila. Boš pridna? Kaj? Boš? Lepo bodi pridna tam pa, ajde. Zdaj bo pa v redu, ne? Ejdi. No, tako. Zdaj smo se spoznali s Stejsiko, zdaj pa lahko naprej. Torej, odlična priložnost bo torej v tem času, da najdemo zdravilo za vse naše težave, bolezni, ovire in da tudi začnemo na novo, ker seveda ta pomlad je čas novih začetkov in ko se bomo znebili starih stvari, bomo začeli lahko na novo, brez navlake, brez nekih starih vzorcev. Torej, to je odlična čas, da spremenite tudi navade. Torej, ker seveda naši vzorci pogojuje tudi naše navade, da spremenite tudi način komunikacije do drugih ljudi in še marsikaj drugega. Torej, precej bomo tudi bolj praktični, no, to se bo tudi pokazalo. Torej, tako velike energije v ovnu, torej planeti zdaj že nekaj časa prihajajo v ovna, odhajajo. Proti koncu meseca pride v ovna tudi Jupiter, torej 22. aprila in seveda to je veliko možnosti za nove začetke, kot poudarjam že vse skozi. In seveda ta začetek nov pa imamo lahko, če bomo seveda zaključili starimi stvarmi in sprejeli novo. In potem se bojo novi začetki lahko končno realizirali. Zdaj pa je tudi zelo velika podpora, ker z Venero v biku, torej zdaj, ko se je Venera premaknila v bika, bomo namreč zdaj priča rezultatom. Torej seveda bo za vsako znamenje drugače, ampak bo to pozitivno in to je torej res izjemno dober čas za manifestacijo in za kreativnost. Zato izkoristite ta čas, ker je res dober. Seveda je pa res, da če vas neki podzavestni vzorci, ki se jih ne zavedate, omejujejo, boste pa seveda težko manifestirali oziroma težje, tako da to pa več o mojem programu Oracle of Light. Torej, Soncem v ribah, Jupitrom v ribah bo še do 22.4. čas, da nekatere stvari zaključimo, pripeljemo do konca in kasneje začnemo na novo. In cel mesec boste imeli to močno podporo bomo imeli vsi, da stare stvari razčistimo, preden sprejmemo novo. Potem 14.4. se Sonce premakne v ovna, 20.4. nas pa čaka sončni mrk, to je pa prvi v tem letu. To je seveda tudi lunin mlaj v ovnu, nova luna in tukaj lahko začnemo na novo, lahko naredimo nek ritual, se odprimo novim priložnostim, za vsako znamenje bo to seveda drugje. Spodaj imam tako res izčrpno napoved za vsako znamenje, tako da pač tam si lahko pač za svoje znamenje pogledate, ampak torej mrki vedno tudi čistijo stvari. Torej in mrki so zelo zanimiv astrološki pojav, imajo namen, da zatemnijo sonce in luno, torej sončni mrk seveda sonce, lunin in seveda sonce in luna pa v astrologiji predstavljata luč in svetlobo, torej sonce vemo je luč,
Luna sije pa po noči in tudi predstavlja v bistvu luč v astrologiji. In seveda skozi zatemnitev ob koncu mrka ta svetloba vedno prinese razjasnitev zadev stvari in to je pa pri vsakem posamezniku malo drugače. In ta svetloba seveda potem posije v naše življenje kot luč iz teme in mi lahko v času mrkov najdemo neko rešitev in to pomeni, da lahko torej v tem času zavestimo neke notranje konflikte, naprimer, ali pa podzavestne vzorce, travme in to lahko kasneje preobrazimo in spremenimo. Zelo pomembno pa je, da veste, da mrki vplivajo še pol leta po tistem, ko se zgodijo. To je pa zelo, zelo pomembna informacija. Torej, mrki, še pol leta potem, ko se zgodijo, še vplivajo, tako da, naprimer, to, kar se bo zdaj zgodilo, torej sončevim mrkom, torej še pol leta po tem mrku se bojo stvari dogajale. Torej, zdaj pa kaj pa sončev mrk, ki nas torej čaka 20. aprila. Torej, sončev mrk prinaša veliko negotovosti, veliko zatemnjenosti, lahko tudi napetosti, stresa in ta mrk se bo zgodil na osi Tehtnice in Ovna, kot sem že prej govorila, torej še vedno bodo zelo, zelo v ospredju odnosi. Torej, sončev mrk se bo zgodil v Ovnu, tukaj se nahajajo tudi Rahu, torej Luna in Sonce, pa seveda tudi Uran. In seveda ta mrk bo zelo, zelo močno vplival na nas kot posameznike, na naše odnose, osebne, poslovne, lahko družinske. Zdaj sem že govorila od oktobra, da določene dušne pogodbe so se spremenile, torej vloge med ljudmi torej so se spremenile, preoblikovale, ker torej mi smo z nekom lahko imeli neko dušno pogodbo, smo se z njim pogovarjali, lahko smo imeli neke konflikte. Torej zdaj bo pa bom rekla, se ta dušna pogodba spremenila in se bodo stvari začele drugače odvijati. In naprimer, če vam nekateri ljudje ne bodo več v redu, oziroma vam niso bili, torej ste zdaj verjetno z njimi prekinili odnos, ali ste se ohladili, ali ste nekako na novo ga vzpostavili, torej zdaj spet odvisno od vsakega posameznika posebej. Torej, kot posamezniki, torej je to obdobje, ko želimo spremeniti nekaj v odnosu in zato se bojo tudi okoliščine v odnosih spremenile, ampak paziti se moramo pri tem sončnem mrku, da nismo v svojih zahtevah preveč egoistični. Ker bomo zasenčeni kot posamezniki, torej v teh naših prepričanih dejanjih torej bi bili lahko zasenčeni, ne bomo videli prave slike, ker sončni mrk zatemnjuje sliko. In zato je zelo dobro, da se počaka do luninega mrka, ko se pa stvari razjasnijo. Torej, dajte počakati, torej v tem obdobju ne sprejemati nekih, bom rekla, takih pomembnih odločitev, posebej ne za kakšen odnos. Počakajte, ker lunin mrk vam bo potem pokazal realno sliko. Torej, po luninem mrku, se nam bo pa razkrilo in to se bo zgodilo 5.5., torej ni tako dolgo obdobje. Torej, od 20.4. do 5.5.2023, torej ta lunin mrk bo potem prinesel več jasnosti v odnose in vam zato svetujem, da do takrat počakate. Več o tem bom tudi povedala še v majski napovedi. No, Jupiter se potem 22. aprila premakne iz znamenja Rib v znamenje Ovna in se bo končalo to dolgo obdobje, torej zaključevanja, razčiščevanja in stopamo v novo obdobje. Torej Jupiter se v Ovnu pridruži Rahuju, Uranu in Merkurju, pa tudi Soncu in Jupiter bo prinesel tukaj neko olajšanje, nove priložnosti. Seveda morate paziti, torej vseeno biti pazljivi, ker Rahu prinaša pa tudi privide. Torej, zato pač za vsako znamenje seveda na nekem drugem področju in za vstop torej Jupitra v Ovna in njegovo druženje z Rahujem bom seveda naredila napoved posebej in to za vsa znamenja. Še prej bi rada omenila, torej imamo kar precej deževno pomlad oziroma bo še izrazito deževna ta april, posebej od 17.4. do 26.4., ker se bo Jupiter takrat nahajal v Ribah in bo v Gandanti. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo iz vodnih rib prehajal v ognjenega Ovna in bo na zadnjih stopinjah. Kadar planet prehaja iz vodnega v ognjeno znamenje, v tem primeru je torej iz Rib v Ovna,
imamo tako imenovano gandanto. Gandanta v prevodu pomeni utapljanje in to gre torej za čas od zadnje stopinje vodnega znamenja do prve stopinje ognjenega. Kaj se bo dogajalo? Torej v ribah se bo Jupiter takrat še vedno družil z Neptunom. Neptun predstavlja vodo, torej v rimski mitologiji je to bog vode, morja. Pri Grkih, na primer, je to Pozejdon, pri Rimljanih je pa Neptun. Torej, zato voda, veliko vode. Torej, tako gandanta, kot povezava Jupitra z Neptunom, lahko pa prinese res veliko dežja, lahko prinese poplave, deževja, to bo zelo nepredvidljivo. Torej, v naravi bo precej nepredvidljivo, je pa narava že pokazala svoje zobe, z Uranom in Rahujem v Ovnu, Neptunom in Jupitrom v ribah, pa tudi Plutonom v Kozorogu, ki je gibljiva zemlja. Tornado v Mississippiju je bil 25.3., ker sem že napovedala v marčevski napovedi, da bi bili lahko kakšni tornadi. Hvala Bogu, da Slovenci nismo v tem področju, a ne tega. In sem že takrat rekla, hvala Bogu za nas, a ne, ampak tam se je pa zgodilo. In smo hvaležni lahko za to, da ne živimo na takih področjih. Torej, gandanta pa lahko prinese še več takih ujb, naravnih nesreč in še hujše, kot so bile, ker to je zelo nestabilen čas. Torej, ne samo nestabilen čas v naravi, marsikdo lahko bo to občutil ali pa bo občutil, kot da mu zmanjkuje tla pod nogami. Zato bodite v teh dneh previdni, pazite, da vas ne odnese v neke čustvene vrtince, pazite v komunikaciji, torej od 21.4., ker bo Merkur tudi retrograden. Ker pod vplivom sončnega mrka zadeve ne bodo jasne in bi mi lahko sprejeli neko neprimerno prehitro odločitev in zato počakajte, da mine tale lunin mrk, torej kot sem rekla v maju, a ne, torej lunin mrk, 5.5.2023 in potem šele sprejemajte pomembne odločitve, ne prej. Torej, Saturn je še vedno v vodnarju, o tem sem že veliko govorila. Torej, množice deprivilegiranih se borijo za svoje pravice, vrstijo se stavke, upori, nestrinjanje z vladnimi odločitvami in zahteve po pravičnem plačilu za narejeno delo, za ureditev birokratskih zadev. To je posebej tudi v zdravstvu, šolstvu, no zdaj so se tudi kmetje že dvignili. To je seveda precej logično, torej z Marsom v dvojčkih in Merkurjem v Ovnu. Torej, ne borijo se samo za boljše plače, borijo se tudi za to, da bi se zadeve uredile. Ker vsi, učitelji, zdravniki, tudi drugi, imajo preveč birokratskih zadev in se ne morejo dejansko ne posvetiti tistemu, kar je njihova vloga. Torej, zdravniki zdravljenju bolnikov, učitelji pa v poučevanju, ampak vse drugo delajo. Verjemite, sem bila učiteljica, vem, kako to zgleda. To je tu birokracija, da Bog pomaga. Torej, na žalost je veliko idej, ne? Torej, zaključujejo se stare stvari, začenjajo se nove stvari, novi začetki, to vidite tudi pri vladi, torej bomo izvedli kar, ne vem, 8-9 reform, ampak zdaj se je tudi pri njih to vse skupaj malo ustavilo, ampak reforme zagotovo bojo, samo verjetno ne bojo točno take, kot so si oni zamislili, kajti to leto se je začelo z retrogradnim Merkurjem in pri retrogradnem Merkurju je vedno tako, da stvari se ne izpeljejo tako, kot si mi predstavljamo. Torej je veliko idej, konkretnega delovanja ni toliko, kolikor je idej, to smo predvsej tudi odprej že vajeni. Se bo pa v tem letu pokazalo tudi veliko skritega, torej stvari, za katere nismo vedeli, se bojo zdaj odkrile, posebej s temle Marsom v dvojčkih. Zadeve nam bojo precej bolj jasne, kot so nam bile prej. Spremembe pa bojo, zagotovo, tudi tehnološki napredek, spremembe v zdravstvu, vse povsod bojo spremembe, torej veliko bo novega. No, zdaj bi pa jaz začela kar znamenji, jaz mislim, da je dovolj tega splošnega vpogleda, zdaj pa seveda vse zanima, kaj vas v aprilu čaka in zato torej bomo zdaj začeli kar z vsakim znamenjem posebej. No, pa gremo najprej na Ovna. Torej, Oven za vas je ta mesec zelo pomemben, ker bo seveda Mars ustvarjal to parivartano jogo z Merkurjem. Torej,
Mars in Merkur, torej parivartarna joga med ovnom in dvojčkom, torej Mars v dvojčkih, Merkur v ovnu. In kaj vam bo to prineslo? Torej ovni, pa poglejmo. Torej, pa gremo najprej kar na posel, torej da si malo razdelimo področja. Še to moram najprej povedati, torej za ovna. Gledate, če imate luno v ovnu, če ste oven v ascendentu in če imate sonce v ovnu. Potem lahko seveda to napoved gledate. V poslu torej boste čez cel mesec precej uspešni. To bo za vaš čas res čas uspeha in napredka, vas pa tudi čakajo določene spremembe in izzivi. Se vam bodo izpolnile želje v poslu, to se bo zelo pokazalo na financah, vaš trud bo poplačan, denar vam bo prihajal, premoženje se bo večalo in finančno se boste počutili mogoče bolj stabilni kot prej. Zdaj, vaša prva hiša res je v aprilu zelo, zelo močna, tam je veliko planetov. Ti planeti vam bodo dali moč, energijo, vse negativnosti, ki so bile prej nad vami, se bodo zmanjšale. In v poslu boste resnično res napredovali. Če prej niste dobili neke potrditve za to, kar delate, se bo to zdaj spremenilo, ker bodo končno prepoznali vaš trud, prepoznali bojo vaše delo. Vi se že nekaj časa trudite za posel, trudite se v vašem delu, vlagate v posel, v status, do zdaj nekako ni bilo rezultata, na to se bo pa ta mesec spremenilo. In pri delu boste določene stvari, ki so bile skrite, boste izvedeli, odkrili, pazite, da vas to ne bo razjezilo, ker v tem mesecu se izogibajte konfliktov, posebej do nadrejenih. Torej, na splošno boste imeli drugače veliko dela, ali pa se bo več dela zahtevalo od vas. Zdaj, če pa niste zaposleni, je pa to zelo, zelo dober čas, da dobite službo ali posel. Tudi, če delate samostojno, je to zelo dober čas, da dobite nek nov posel. Konec meseca vas čaka zelo dobra priložnost za novo službo, zelo boste blesteli pri predstavitvi samega sebe, dobro se boste znašli, tako boste tudi zelo uspešni v marketingu, komunikaciji, pri pisanju, pri prodaji. Torej, lahko dobite v tem mesecu res službo, ki si jo že dolgo želite. Zdaj, tisti, ki ste pa zaposleni, vas pa, kot sem rekla, čaka, torej finančno vas čakajo boljši časi. Tisti, ki ste zaposleni, torej, da nimate na primer svoj posel, vas pa zagotovo čaka konec meseca, zadnji teden verjetno, nek bonus v denarju, v financah. Lahko vas čaka tudi napredovanje ali pa zelo dolgo željeno delo. Bodite pazljivi, da ne boste ta mesec v poslu preveč tvegali, to se ne bo obrestovalo. Držite se v tem mesecu začrtanega. V tem bo uspeh, tudi služba na novo, medtem ko neko preveliko tveganje se vam pa ne splača. Potem zelo dobro boste tudi krmarili med službenimi obveznostmi, veliko bo kratkih potovanj, tudi lahko se boste lotili nekega novega izobraževanja, hobija, zelo se vam bo zboljšal odnos z mlajšimi brati, sestrami, če jih imate. Drugače pa, kot sem že prej povedala, morate biti v odnosih ta mesec bolj pazljivi, tako na delovnem mestu, torej posebej za vodilnimi, pa tudi pri partnerju. Zdaj, torej to velja tako za osebnega partnerja, kot tudi za poslovnega partnerja, ker lahko bi vi imeli nek občutek, da partnerja nadvladate, ali pa boste ga želeli nekako nadvladati, ga boste želeli voditi, ali pa boste usmerjeni samo v svoje cilje, želje, svoje projekte, boste zelo usmerjeni v svoje delo, v tisto, kar vi hočete narediti, in boste tukaj malo zasenčeni in ne boste videli potreb vašega partnerja. In seveda lahko za to partnerja zanemarite in to bi seveda pri vašem partnerju lahko povzročilo umik, to se sicer pri vas že nekaj časa dogaja. In zato morate biti pazljivi. Torej, bodite pazljivi, če nočete razdora. Samskim se ne svetuje, da prehitro sklepate neke nove veze, tudi ne poroke. Zdaj,
Kakšna je prava slika tega vašega partnerstva, pa se bo pokazalo v maju. Torej, kot sem že prej povedala, torej sončni pa lunin mrk, torej ves tale sončni mrk res lahko zasenči, da ne vidite prave slike, mogoče vas lahko tudi malo zasenči pri financah, tako da tukaj bodite pazljivi. Nekako ne boste imeli realne slike, ampak to se bo potem v maju, torej ko bo lunin mrk, se bojo pa stvari odkrile, razkrile, vam bodo stvari jasne, tako da dajte počakati do takrat. Torej pazite se v odnosih, prevelike jeze, agresije in torej na poslu ni čas, da uveljavljate neko svoje mnenje, ne delujte na egu, bodite potrpežljivi, se pa boste konec meseca soočili z neko slabo novico, na to pa bodite pripravljeni. Za zdravje pazite cel mesec, posebej, če imate kakšne akutne pa kronične težave z zdravjem, to ne ignorirajte, zelo boste obremenjeni mentalno, torej zelo boste hitri, veliko boste se premikali, torej krajša potovanja, veliko boste imeli obveznosti, veliko projektov, nalog in seveda to bi pri vas lahko prebudilo neke težave, tudi težave s psiho, tako da bodite zelo, zelo pazljivi. Razmislite, kakšne vzorce razmišljanja imate, kaj vam to povzroča tudi na telesu, kako rešujete zadeve z drugimi ljudmi, ker tukaj bo zelo, zelo močno, torej ta vaša aktivnost, ko boste tako zelo zaposleni in pa odnosi, torej vi pa drugi, torej kako vi delujete v odnosih, torej v poslovnih, v osebnih. Potem zelo bi vam koristila torej telovadba, joga, čim več se premikajte, vam bo lažje, pazite tudi na hrano, na zdravje mora drugače paziti tudi vaš oče, tudi otroci. Zdaj, dijakom in študentom kaže kar dobro, če se boste potrudili, posebej konec meseca vam kaže kar v redu, drugače pa pazite v prometu in pri potovanjih, tukaj pa bodite bolj pazljivi. Torej, lahko vas doletijo tudi kakšni stroški v financah, to je bolj v začetku meseca, ampak drugače, glede financ, imate res dober mesec, to je pa res pozitivno. No, pa gremo naprej kar na bike. Torej, če imate luno v biku, če ste v ascendentu bik ali imate sonce v biku, torej lahko pogledate potem to napoved. Torej, biki. Torej, pa gremo najprej na kariero. Torej, v karieri vas v tem mesecu čakajo kar dobri rezultati, več boste vlagali v sebe, tudi prepoznani boste bolje, veliko boste vlagali v svoj videz, v svoj nastop in boste tukaj zelo uspešni. Ne boste imeli nekih težav v poslu, je pa res, da boste imeli več dela, čaka vas tukaj v poslu napredek, uspeh, seveda, če boste vlagali dovolj truda. Če boste vlagali dovolj truda, vam bo tale Saturn v vaši 10. hiši dal torej rezultate in to dobre rezultate. Ker Saturn je planet truda in karme in če vanj vlagamo, potem nas bo obdaril, drugače pa ne. Zdaj, če delate v povezavi s tujino, tujimi podjetji, partnerji, bi lahko v tem času pridobili tudi nek bonus, torej neko nagrado finančno, lahko vas čaka napredovanje, boljša plača, drugače pa imate v poslu tudi spremembe, torej lahko se zgodijo spremembe. V financah vam kaže zelo dobro, posebej tudi, če ste povezani s tujino. Zdaj, lahko to pomeni, naprimer, da boste dobili službo v tujem podjetju ali pa posel povezali s tujino. Tudi, če imate kakšne investicije, ki so povezane s tujino, se vam bodo v tem mesecu zelo obrastovale. Boste pa imeli zelo veliko stroškov ta mesec, ker zelo veliko planetov pri vas je torej v 12. hiši in to pomeni zelo veliko stroškov. In pri poslu pazite, naprimer, če želite začeti na novo in pa tudi pri poslovnih partnerstvih
morate biti pazljivi, pazite se tukaj kakšnih prepirov, konfliktov, posebej v drugi polovici meseca, ker določene stvari vam ne bodo jasne in bi lahko prehitro reagirali. Torej, tudi v povezavi z sodelavci boste zasenčeni, določene stvari ne boste vedeli in bi mogoče lahko prehitro reagirali. Tako da počakajte do začetka maja, ko bo lunin mrk, ker se bojo takrat stvari odkrile in boste potem stvari videli jasno in se vam svetuje, da takrat šele sprejemate odločitve. Lahko bi tudi prekinili z nekim poslovnim partnerjem, zato bodite previdni, torej počakajte do maja. Potem se vam ne svetuje v tem času, v tem mesecu, da tvegate, tudi se vam ne svetuje, da sklepate neke nove pogodbe. Zdaj zdravstveno boste ta mesec kar v redu, pazite na hrano, telovadbo, zdaj če imate kakšne akutne zadeve, kronične, ste sicer zaščiteni, lahko bi imeli mogoče kakšen poseg, ampak če boste karkoli imeli, se bo to dobro končalo, lahko bi pa slabše spali. Poskrbite, da se boste dovolj sproščali, poskrbite tudi za svoje zobe. Torej pri zobeh bi bilo lahko karkoli, ampak se bo to dobro končalo. Torej tudi, če boste morali na nek poseg, se ne bojte, ker se bo v redu se končalo. Torej za dijake in študente je to kar dober mesec, morali se boste potruditi, posebej konec meseca, ampak vam bo uspevalo, torej boste uspeli v tem, kar si boste zadali. Zelo dobro bo pa šlo študentom, ki so povezani s tujino, naprimer, če nekdo želi biti sprejet na tujo univerzo, če ste za to zaprosili ali pa če že študirate v tujini, potem boste pa uspešni. Zdaj v partnerstvu, zelo pomembna informacija, torej za bike, v partnerstvu se izogibajte sporom in konfliktom. Zakaj? Ker bi ti lahko prerasli v kaj večjega, v kaj resnejšega. Zato pazite, bodite do partnerja strpni, ljubeznivi, to bo ohranilo harmonijo v vezi, ker imate, torej v govoru boste bolj odločni, bolj agresivni, lahko bolj jezni in to je tako od odnosov do partnerja, do poslovnih partnerjev, zato sem že prej rekla, da se pazite, da ne bi bilo kakšnih prekinitev, tudi tam in tudi v družini. Torej, pa seveda povezavi sodelavci v službi, zato pazljivo, torej počakajte do maja, poslušajte ljudi, ne odločajte se prehitro, ne reagirajte jezno, pazite, bodite umirjeni. In vedno se vprašajte, zakaj vam je nekdo sprožil nek konflikt. Torej, kaj vas je vznemirilo, ne? Ker to vedno prihaja od znotraj, torej ta oseba, ne, ki je v nas sprožila konflikt, ona ni nič kriva, ona je samo glasnik. Torej, mi imamo neko travmo, neko nerazrešeno zadevo v nas, da nas je to razjezilo. Tako da v tem času boste veliko delali na tem, kakšni so neki ti vaši skriti konflikti v vas, skriti vzorci, ki si jih mogoče ne zavedate. In to bo predvsem vezano na družino pa na partnerja vašega. Torej lahko osebnega, poslovnega, pa sodelavci v službi. Torej, samskim se ne svetuje, da prehitro skočite v neko vezo, ta mesec za to ni ugoden, maj bo ugodnejši, počakajte. Je pa res, da v tem mesecu vas lahko čaka pa neko lepo potovanje, to je v tujino, to bo za vas lepo doživetje, lahko zaradi družine, posla, lahko zaradi izobraževanja, lahko bi tudi obiskali bolnišnico, ampak kot sem rekla, se bojo stvari tukaj uredile, ne bo nič groznega. Lahko vas tudi obišče nekdo iz tujine, nek družinski član. Se pa bojo neke stvari pokazale pri otrocih ta mesec in te stvari boste morali reševati skozi ves mesec in lahko bi vas zaskrbelo glede zdravja vaših otrok, lahko tudi glede njihovega izobraževanja, pa tudi o zdravje očeta bi vas lahko tudi malo zaskrbelo. Drugače boste pa kot oseba cveteli, veliko boste dali na videz, ali boste torej kupili neko novo oblačilo, naredili, torej si
naredili nek nov make-up, torej šli k frizerju, ne vem, nekaj boste pri sebi spremenili in boste imeli občutek, da ste privlačnejši in tudi za druge boste privlačnejši. No, to je pa drugače zelo dober mesec za vas. Tudi kreativni boste bolj. No, pa gremo kar na dvojčke. Torej, kaj pa dvojčkom kaže, torej to za dvojčke je to zelo, zelo pomemben mesec. Torej, to napoved gledate dvojčki, če imate luno v dvojčkih, če ste v ascendentu dvojček in če imate sonce v dvojčkih. Torej, kot sem rekla, zelo pomemben mesec za vas, torej Mars in Merkur ustvarjata parivartano jogo med ovnom in dvojčkom, torej Mars v dvojčkih, Merkur v ovnu, torej parivartana joga na področju vas kot osebe in pa vaših financ, prijateljev. In zato torej v poslu in karieri je to za vas res zelo dober, uspešen mesec. V poslu se vam bodo končno uresničile vaše želje in zelo, zelo se vam bodo tudi povečali prihodki. Posebej od sredine aprila, torej lahko pričakujete tukaj res boom, tako da to je za vas res dober mesec za to. Torej, čaka vas tudi veliko napredka, uspeha, tudi prepoznavnosti, torej ljudje vas bojo prepoznali, spoznali boste veliko ljudi, kjer lahko tudi izkoristite svoje talente in tudi preko teh talentov tudi zaslužite. Zdaj, če prej niste dobili nekega priznanja za vaše delo in dosežke, se bo to zdaj spremenilo, sodelavci vodilni vam bodo končno priznali zasluge za vaše delo, bolj vas bodo spoštovali, posvetili vam bodo več časa, kot so vam ga prej in lahko se vam zgodi napredovanje v službi in boste lahko dobili neko nagrado, bonus za vaše delo. Karkoli je, torej ta mesec je res odličen za vas, za prihodke in finance, torej zagotovo povečanje, posebej konec tega meseca. Tako da tudi finančno boste seveda ta mesec bolj stabilni, prihranki se vam bodo tudi povečali, je pa res, da vas na koncu meseca čakajo tudi stroški, torej vi bi lahko zapravili mogoče torej za kakšne, bom rekla, luksuzne stvari, mogoče za neko luksuzno potovanje, ali pa za neko razvajanje v hotelu, to vas bo ta mesec privlačilo in bi lahko denar zapravili za to. Torej, posebej uspešni bojo tisti ljudje, ki se naprimer ukvarjajo z investicijami, naprimer brokerji ali pa kakšni zavarovalni agenti. Zdaj, če posla nimate, je to dober mesec za iskanje nove službe, boste dobili dobro plačo, zelo boste uspešni pri vodstvenih funkcijah in organizaciji dela, torej, če vi vodite ljudi, če organizirate delo, boste zelo uspešni ta mesec, imate res dobro podporo, ker boste precej bolj prepoznani, tudi spoštovani. Vam se pa ne svetuje torej v tem času, v tem mesecu sprejemati nekih prehitrih odločitev, svetuje se vam, da dobro raziščete teren, da dobro planirate. To bi bilo naprimer glede nekih novih poslovnih idej, marketinga, novih strategij pri delu. Torej, tukaj naredite dobro raziskavo in šele potem sprejemite odločitve. Posebej pri poslovnih partnerstvih bodite pazljivi, ker ti bojo boljši ob koncu meseca, na začetku pa bodite bolj previdni. Vaš poslovni partner bo pa v tem mesecu malo bolj dovzeten za vaše poslovne ideje, začel vas bo tudi bolj poslušati, tako da to je pa drugače tudi dober čas za začetek nekega novega posla, če želite nek nov posel. Zdaj, pri zdravju bodite pazljivi pri kakšnih kroničnih boleznih, ne svetuje se vam, da jeste pekoče ali pa hitro hrano, gibajte se veliko, pazite se tudi alkohola. Lahko bi bili tudi nemirni v tem času, torej lahko bi imeli neke probleme s psiho, zato se poskušajte čim bolj umirjati. In pač to bo dober čas, da ugotovite, kaj vas muči in zakaj vas muči, ker boste videli, da se vam to pozna tudi na telesu. Tako da v bistvu to je čas za razreševanje nekih podzavestnih, potlačenih vzorcev, da jih mogoče ozavestite in spremenite potem tudi. Precej boste anksiozni, lahko nemirni, pazite se tudi jeze, zdaj lahko bi imeli tudi kakšno operacijo, poseg, ampak ne bo nič hujšega, zaskrbelo bi vas lahko povezavi z zdravjem vaših staršev, posebej očeta.
Zdaj v domu bi lahko nekatere stvari odkrili, lahko da boste spremenili rutino v domu, imeli boste kar veliko dela v domu, mogoče boste kaj preurejali tudi, torej delo v domu bo, zagotovo. Pazite pri odnosu s starejšim bratom, če ga imate, tudi tukaj se bodo neke stvari dogajale, starejšim bratom lahko, ali pa sestro, posebej bratom, lahko začnete na novo. Drugače boste tudi več potovali, lahko vas potegne na neke daljše potovanje. Zdaj, za daljše potovanje je to za vas kar dober mesec, lahko, torej, kot sem že prej rekla, si boste privoščili neko luksuzno potovanje, ampak to bo za vas res nekaj dobrega. Je pa to v bistvu mogoče ni dober čas za nakup novega avtomobila ali pa posesti, to pa bolj ne. Čeprav mogoče boste tudi o tem razmišljali. Zdaj, če ste dijak, študent, se boste morali ta mesec posebej potruditi za uspeh. Zdaj, študenti, ki ste povezani s tujino, boste uspešni, lahko bi končno dobili priložnost za študij v tujini. Medtem ko ostali, torej dijaki, študentje, torej tisti, ki niste v tujini, se boste pa morali ta mesec precej bolj potruditi, ker boste nekako vznemirjeni, ne boste imeli pravega fokusa, tako da tukaj se pa boste morali potruditi. Tukaj se vam svetuje, da greste nekam na samo in potem vam bo steklo dobro. Drugače partnerstvo bo ta mesec kar dobro. Zdaj, samski bi lahko dobili nekega novega partnerja, kar dobrega partnerja, posebej zadnji teden v aprilu, ampak ne bodite prehitri pri sklepanju novih vez. Zdaj, če pa partnerja imate, je pa to za vas boljši mesec, kot je bil prej. Imate dober mesec za resnejšo vezo, lahko poroko tudi. Poročenim se bo pa situacija v partnerstvu izboljšala, več bo harmonije v zakonu konec tega meseca. Pazite edino v času, torej, ko bo, kot sem že prej rekla, ko bo Jupiter v Gandanti, torej v aprilu, takrat bi bilo mogoče v partnerstvu lahko vam težko. Torej, grem lahko pogledati, kdaj je ta zgoraj imate v opisu, torej lahko pogledam. Torej, to bo od 17.4. do 26.4. Torej, takrat mogoče bo tudi za vašega partnerja to mogoče malo težje obdobje, pa tudi za vas. Torej, mi lahko občutek, kot da se nekaj končuje, kot da se utapljate. Torej, lahko bi vas potegnilo v nek vrtinec čustven, tako da na tem področju, na področju partnerstva, lahko pri poslovnih partnerjih, lahko pa pri osebnem partnerju, tako da to je mogoče malo težji čas za partnerstvo. Drugače pa v redu, torej kasneje, konec meseca bo pa se partnerstvo izboljšalo. Tako. No, zdaj gremo pa kar na rake. Torej, če imate luno v rakih, če ste v ascendentu rak ali imate sonce v raku. Torej, kaj pa rake, kaj pa vas čaka ta mesec v aprilu? Torej, gremo najprej na kariero in posel. V tem mesecu boste zelo uspešni in to se bo precej poznalo na vaših financah, ker te finance se bodo ta mesec, bodo se precej povečale. Torej, vam zelo, zelo dobro kaže. Lahko bi sicer imeli neke stroške v domu. Tukaj bodite pazljivi, na splošno stroške tudi z denarjem, ampak boste tudi imeli več prihodka, tako da se ne rabite bati. Torej, posebej v drugi polovici meseca bodo prihodki in priložnost za zaslužek večje, čakajo vas pa tudi neke pozitivne spremembe, lahko zaslužite več, dobite bonus, torej konec meseca, ampak seveda, kot sem že prej rekla, pazite na stroški, ki bodo tudi precej veliki. Prva 2 tedna bodite v poslu bolj previdni, ne sklepate nekih prehitrih odločitev, kasneje se bo pa situacija izboljšala, boste začutili olajšanje in v tem času potem pa lahko sprejmete
bolj pomembne odločitve, ker boste počasi začeli napredovati, torej proti uspehu, proti temu, kar želite. Zdaj, če ste mogoče brez službe, posla, sta zadnje 2 tedna zelo dobro za iskanje službe, ker lahko dobite zelo dobro službo za dobro plačo, posebej v 3. tednu v aprilu, takrat vas čaka tudi res neka večja sprememba v poslu. Ta sprememba vas lahko ponese tudi nekam daleč od doma, torej na neko potovanje ali pa mogoče na preselitev celo. Zdaj, če je vaš posel povezan s tujino, imate lahko manjše, večje težave, tukaj se pazite kakšne jeze, bi bile lahko kakšne nepredvidljive stvari, ampak boste to potem tudi uspešno rešili, tako da ne se bati. Torej, nasplošno boste imeli tudi v službi veliko stroškov, ampak boste zmogli. Na začetku meseca se boste predvsej ukvarjali s krajšimi potovanji, torej tu bodite pazljivi v prometu in tudi pri daljših potovanjih se vam lahko pojavijo kakšne težave, zato bodite v prometu pazljivi. Zdaj ta potovanja bojo verjetno povezana z vašim delom. Mogoče boste več ljudi obiskali, mogoče strank, ali boste se ukvarjali z neko prodajo, več boste komunicirali z ljudmi. In tukaj bi se mogoče lahko pojavile neke težave, zato bodite pazljivi v komunikaciji. Zdaj, veliko boste komunicirali, lahko boste tudi nastopali, delali nekaj povezavi s socialnimi omrežji, internetom, spletno stranjo. Tukaj boste imeli zelo veliko dela, cel mesec, boste verjetno kaj urejali, ampak vam bo to kar dobro uspelo. No, s tem bi bili lahko tudi povezani neki stroški, torej z socialnimi omrežji, internetom, povezavi s poslom, in pa seveda stroški. Mogoče boste komu kaj plačali za to, da vam bo kaj na internetu naredil, mogoče spletno stran ali pa kaj podobnega. Ampak seveda, kot sem rekla, boste zmogli. Torej, potem vam tudi kaže, torej, da boste nekatere stvari v poslu začeli delati malo drugače. Zelo boste kreativni, boste imeli neke nove ideje in jih boste zdaj tudi končno uspeli v praksi uresničiti te ideje in boste verjetno nekatere stvari v poslu začeli delati drugače, kot ste jih prej delali, in zato vas seveda tukaj čaka precej dela. Zdaj, če razmišljate o nekih novih poslovnih strategijah, o novem poslu, partnerstvu, razširitvi, poslovnih pogodbah, novostih na poslu na splošno, se vam svetuje, da malo počakate in kasneje delate spremembe, torej zdaj lahko o tem razmišljate. Potem pa mogoče delate spremembe, ker se tukaj lahko pojavijo neke nepredvidljive težave. Jaz se bojim, da vas bo vseeno v aprilu potegnilo v te spremembe, zato vam svetujem, da ste previdni, da delate po korakih, da si naredite načrt in potem se bo to dobro speljalo, ker seveda razumem, da nekateri verjetno v poslu ne morete čakati, ker vas bo zelo potegnilo, neke stvari boste želeli zaključiti, določene stvari boste želeli na novo začeti in vas bo potegnilo v to. Tako da ta nasvet, da dajte raj maja, mogoče za vas ni primeren, ampak lahko vam pa svetujem, da naredite načrt, da greste po korakih in potem bo to pa za vas v redu. Torej, ne bodite prehitri, ne tvegajte preveč, delujte počasi, postopoma in bo vse v redu. Zdravje bo ta mesec kar v redu, meditirajte, ukvarjajte se sami s sabo, torej ne bi smelo biti, bom rekla, karkoli, mogoče v sredini meseca, mogoče kakšna težava, drugače pa ne. Dijaki se boste morali kar truditi za uspeh, vam bo uspelo sicer, ampak mogoče boste včasih nemirni, se ne boste mogli skoncentrirati, zato se vam svetuje, da se pred učenjem gibate, pa se potem učite, pa se greste potem spet gibati, mogoče na kakšen kratek sprehod, pa vam bo lažje, ker boste dali to energijo ven, torej to Marsovo energijo, težko, nemirno, in boste potem se lažje skoncentrirali. Torej, študentje, ta mesec je tako za vas tudi nekaj srednjega, trudite se, in boste uspešni, torej mogoče boste imeli v sredini meseca malo krize, drugače boste pa v redu. Torej v partnerstvu in v družini je
ta mesec pa za vas mogoče malo težji. Svetuje se vam, da ste do partnerja spoštljivi, ljubeznivi, korektni, zvesti. Torej, vam se že nekaj časa v partnerstvu dogajajo spremembe. Partner bi bil lahko spremenljive volje, enkrat v redu, enkrat ne. Tako da poskušajte ga razumeti, poskušajte biti do njega potrpežljivi in bo v redu. Torej, če boste spoštljivi, ljubeznivi do partnerja, ne bi smelo biti nekih večjih težav in bo dovolj harmonije. Bo pa doma veliko nesoglasij, bolj proti koncu meseca, zato pa tukaj bodite pa pazljivi. Tale sončni mrk vas bo zapeljal torej v te vaše projekte, želeli boste neke naloge, imeli boste veliko projektov, nalog na poslu, v službi, zelo boste obremenjeni službo in potem seveda ne boste mogli toliko energije dati v dom in bili lahko zaradi tega kakšni konflikti, spori, ampak boste to uspešno rešili. Torej, ne bi smelo biti zdaj tukaj ne vem koliko problemov, ampak torej, zelo boste usmerjeni v posel in mogoče to kakšnemu družinskemu članu ne bo v redu in seveda bo izrazil svoje nestrinjanje. Tako da poskušajte se to pač na nek lep način pogovoriti. Torej, prve 3 tedne bo kar okej, konec meseca se lahko pojavijo nepredvidljive težave tudi v partnerstvu. Torej, partner mora paziti na zdravje. Samski, če ste samski, bi lahko imeli nove priložnosti. Pazite, da oseba, s katero bi se radi zapletli, da jo poznate dovolj, ker mogoče bo to bolj skrivnostna oseba ali pa vam bo kaj skrivala, tako da tukaj bodite pazljivi. Boste pa spoznali veliko novih ljudi. Ljudje vas bojo smatrali, da ste privlačni, da ste prijetni, izžarevali boste neko novo pozitivno energijo, tako da vam tukaj pa zelo dobro kaže, torej pri sklepanju nekih novih prijateljstev, torej lahko tudi v povezavi s tujino, torej tukaj pa je dober mesec za to. Ne? No, zdaj pa gremo kar na leve. Kaj pa vas leve čaka ta mesec? Torej, če ste v ascendentu lev, če imate luno v levu ali sonce v levu, potem vas čaka, torej najprej gremo na kariero in posel. V karieri in poslu vas čaka kar dober mesec, posebej zadnje 3 tedne v aprilu, takrat vas čaka res uspeh, napredek in prepoznavnost, neka res pozitivna sprememba v službi. Zdaj v karieri lahko v tem mesecu pričakujete ali napredovanje ali izboljšanje financ, lahko da boste dobili nek dodaten denar, nagrado, lahko dobite tudi neko novo službo, če boste to želeli, torej vam tukaj zelo dobro kaže. V poslu imate ta mesec res dobro podporo, tudi pri poslovnih partnerstvih ali pa če želite začeti nov posel. Že obstoječa partnerstva bodo cvetela, lahko bi posel razširili, lahko tudi v tujino, lahko bi tudi v tem mesecu podpisali neko dobro poslovno pogodbo, torej začeli novo službo. Torej, to je res zelo dober čas za vas v poslovnem smislu. Tudi finance vam kažejo dobro, boste tudi bolj srečnejši zaradi financ, bolj stabilnejši. Stroški se vam bodo zmanjšali, proti koncu meseca se boste počutili na tem področju bolj samozavestni, bolj varni. Zdaj, 3. teden je lahko sicer kakšna težava, ampak na splošno je pa kar v redu. Vas pa kot osebo čakajo ta mesec radikalne spremembe v načinu razmišljanja, ker boste začeli drugače gledati na tradicijo, vrednote. Pazite pa pri odnosih s sosedi, brati, sestrami in pri vašem očetu, lahko odnos z vašim očetom ali pa torej, vašemu očetu bo šlo drugače poslovno dobro, lahko bi to dobro zaslužil, ampak bo pa glede nekaterih stvari malo zasenčen in bi se lahko neke težave pojavile v odnosu do vašega očeta ali pa bi vaš oče lahko imel neke težave, lahko doma, neke prepire, konflikte, ampak se bo to dobro na koncu rešilo.
Torej, pri zdravju bodite bolj pazljivi, posebej prve 3 tedne, posebej, če ste imeli kakšne kronične težave, te se bojo zadnji teden popravile. Zdaj, če ste dijak ali študent, je to za vas kar dober mesec, morali se boste potruditi, posebej je dober mesec zadnji teden v aprilu oziroma druga polovica aprila, ko boste določene obveznosti, ki jih prej nikakor niste mogli narediti, bo zdaj lahko dokončali, tudi če imate kakšne dolgove, vam bo zdaj končno uspelo, da boste določene stvari, torej v študiju, v šoli boste nekatere stvari naredili, popravili, torej se vam bo končno nasmehnila sreča tukaj. Torej, sreča bo na vaši strani, torej proti koncu meseca. Tako da izkoristite ta čas. Povezava s tujino je kar dobra, tudi če želite tam študirati, torej študenti, ki tam želite študirati, je kar v redu, torej povezava. Veliko boste imeli sicer dela z urejanjem papirja, veliko boste morali komunicirati, ampak vam bo uspelo. Zdaj, kot sem rekla, oče se mora paziti zdravstveno in pa nasplošno. Zdaj, če imate otroke, bi tudi za vaše otroke, otroci se morajo paziti prve 3 tedne v aprilu, kasneje bo pa za njih torej v redu čas. Pri partnerstvu se vam obetajo boljši časi, zdaj problemi se bojo umaknili, lažje vam bo in to posebej torej proti koncu meseca. Zdaj, če ste samski, lahko nekoga srečate in to bo za vas dober partner, lahko se na novo zaljubite, posebej, kot sem rekla, proti koncu meseca je boljši čas za to, da se zaljubite. Lahko pa se tudi poročite tudi proti koncu meseca, če že imate partnerja in tudi več harmonije, ljubezni bo konec tega meseca. Prej pa boste še malo v krizi, pa bo zelo spremenljivo, bo v redu, pa ne bo v redu. Torej, pri potovanjih bodite pazljivejši pri krajših potovanjih, pri daljših pa imate boljši mesec, torej zadnje 2 tedna je zelo dober čas, da potujete kam dlje, prej pa ne. Zdaj, pri potovanjih nasplošno vam kaže, da bi bilo bolje, če bi potovali maja, ampak če se temu ne morete izogniti, pa naredite dober načrt in torej po korakih načrtujte potovanje in se bo stvari dobro iztekle. Zato, ker v tem mesecu se vam lahko pojavijo kakšne nepričakovane težave na potovanju, če potujete v tujino in zato torej naredite dober načrt, vse preglejte, preberite vsa navodila, da ne bojo vas te težave preveč potem vznemerile. Če imate družino, boste precej zaposleni z njo in imeli boste neke nove obveznosti, delo in se boste morali pač z družino precej ukvarjati, ampak vam bo uspelo. Torej imate planetarno podporo, vam bo v tem uspelo. No, pa gremo na device. Torej tisti, ki imate luno v devici, sonce v devici ali ste v ascendentu devica. Torej, kaj pa vam čaka? Torej, tudi za vas je to zelo zanimiv mesec, saj je torej Mars ustvarja parivartano jogo z Merkurjem, torej Mars je v dvojčkih, Merkur je v ovnu in torej ustvarja to parivartano jogo. Torej, drugače, za tale mesec vam kaže, da morate biti v poslu in karieri bolj pazljivejši, torej bolj previdni. Zdaj sicer vam bo nekako uspevalo reševati probleme in težave, ki se bodo pojavljale, ampak lahko se pojavljajo neke nepredvidljive torej spremembe v poslu, lahko se vam zgodi tudi kakšna prekinitev in zato pazite, posebej pri odnosih. Torej, tudi se vam ne svetuje, da sprejemate neke nagle odločitve, kar se tiče kariere, ker seveda ta parivartana joga je torej tukaj med vašo 10. in med 8. Torej neke spremembe v službi so, sicer jih boste potem na koncu dobro speljali, ampak bi vas lahko vznemerile. Torej, kot sem rekla, bi lahko bila tudi kakšna prekinitev. Drugače se izognite neki nenadni prekinitvi službe in zamenjavi. Zdaj, če se vi odločate,
ker to lahko ustvari zmedo, nelagodjo, težave. Prej dobro razmislite, preden se odločite, ne bodite prehitri. Zdaj, če boste stvari dobro raziskali, ne boste prehitri, se bojo stvari dobro izpeljale. Zdaj, če boste pa pahnjeni v to, da na to nimate vpliva, potem je pa pač to težje, ne? To pa seveda je razumljivo, ne? Drugače vam prve 3 tedne kaže še kar dobro pri poslovnih odločitvih, kaže vam dobro tudi pri partnerstvu, pri širitvi posla, zadnji teden pa ni tako ugoden za take aktivnosti. Zdaj, če imate kakršnekoli stvari, spremembe, pogodbe, podpisujte prvo polovico meseca oziroma prve 3 tedne, kasneje se vam ne svetuje več podpisovanje pogodb, ker boste lahko zasenčeni, točno ne boste vedeli vseh stvari. Tako da dajte poskušati torej prve 3 tedne, kasneje se pa temu raje izognite nekaj časa. Financa vam kaže torej kar dobro, nekaj srednjega, prvi teden mogoče malo slabše, potem se bojo stvari izboljšale. Lahko bi pa dobili denar, mogoče od dediščine, od staršev, lahko bi dobili tudi mogoče kakšno povračilo davkov, nekaj zavarovalnih pogodb. Ta denar boste dobili povsem nepričakovano. Se pa pazite zaradi tega kakšnih konfliktov z družinskimi člani in se ne odločite prehitro, raje počakajte in se odločite šele maja, torej začetek maja, potem, ko bo konec luninega mrka, bojo stvari prišle verjetno na površje in se pazite kakšnih konfliktov. Zagotovo pa neka sprememba vas čaka, torej ne samo sprememba v službi, lahko tudi v statusu. V statusu, kar pomeni, da bi lahko tudi mogoče zadnji teden v aprilu tudi doma kaj spremenili, torej v domači sferi, da bo tudi lahko neka sprememba, nekaj se bo zagotovo dogajalo, ampak za težjimi odločitvami se vam svetujem, da počakate res do maja, da se ne zdaj prehitro odločate, ker vam bo žal, torej počakajte. Imeli boste tudi nepredvidljive stroške, tudi tega se pazite, se pa boste cel ta mesec trudili, boste delovni, veliko energije boste dajali v posel, torej pomembni vam bojo odnosi s sodelavci, ampak kot sem rekla, lahko tukaj pride do sprememb, lahko tudi pride do kakšnega prepira in zato tudi do kakšne prekinitve, tako da pazite, ampak stvari se bojo na koncu dobro izpeljale, torej ne glede na to, kaj se bo zgodilo, stvari boste speljali, torej boste na koncu uredili. Vam pa kaže ta mesec, da morate delati na sebi. Zdaj ta močna 8. hiša in novi začetki lahko pomeni tudi, da boste končno začeli delati na svojih podzavestnih vzorcih, na svojih prepričanjih, sodbah in boste tukaj naredili neko zelo veliko spremembo in bo to tudi potem vplivalo na vaš status in na vašo družino, lahko tudi to pomeni. Pa se to mogoče ne bo tako odražalo v nekih drugih stvareh, naprimer neki spremembi v domu ali pa spremembi v službi. Torej, cel mesec, kot sem rekla, boste veliko energije drugače vlagali v posel. Zdaj, če pa delate v raziskavah, pa naprimer v astrologiji, pri inovacijah, v zavarovalnicah, izkopavanjih, pri rudnikih, potem boste pa v redu, pa če imate pogrebni zavod. Potem pa boste dobro delovali, potem vas pa čaka uspeh. Torej, zdravje vam bo kar služilo, boste v redu, tudi vaša imunost bo kar dobra, boste sicer kar zdravi. Pazite edino pri notranjih organih, pod trebuhom, tudi na kožo, na živce. Pazite, tudi kronične stvari se vam bojo verjetno v tem času izboljšale. Zdaj, če ste dijak in študent, vam kaže kar v redu, ampak boste se mogoče dijaki težje učili, obveznosti boste čutili kot velik pritisk, ampak boste pridni in boste to tudi dobro speljali. Potem tudi vaš partner bi moral paziti na zdravje, posebej zadnji teden v aprilu, bi bile lahko tudi tukaj neke težave. Zdaj partnerstvo pa tudi bo prve 3 tedne kar v redu, harmonično, zadnji teden pa se lahko pojavijo neke nepredvidljive težave in zato se izogibajte prepirom, konfliktom, bodite ljubeznivi, tolerantni,
Zdaj lahko bi tudi od partnerja pridobili kakšno finančno korist, mogoče bo partner v zvezi za svojo družino dobil neko nepričakovan denar, tudi to bi se lahko zgodilo. Lahko je neka nepredvidiva sprememba v povezavi s partnerjem. Zdaj, če ste samski, je boljši teden za iskanje novega partnerja zadnji teden. Pri potovanjih bodite pazljivejši, bolj pri krajših potovanjih. Pri daljših je pa to kar v redu čas, ampak tudi se lahko kakšne nepredvidljivi zastoji, težave pojavijo. Zato vam svetujem, da pri vsaki stvari, ki jo delate, naredite ta mesec načrt in greste po korakih. No, potem imamo pa tukaj že tehnice. Torej, kaj pa tehnice čaka? Torej, če imate luno v tehnici, se ste dentu tehnica ali imate sonce v tehnici, potem gremo najprej na posel, torej boste v poslu in karieri kar uspešni, posebej prve 3 tedne v aprilu. Torej, imeli boste tudi zelo, zelo veliko dela, imeli boste veliko dobrega v poslu, vas čaka, veliko bo možnosti za uspeh in napredek. Zdaj, če ste brez službe, je to dober čas, da si jo najdete, posebej v prvih 3 tednih, se boste pri iskanju uspešni. Boste imeli neko novo priložnost, se vam bo pojavila. Lahko dobite dobro službo z rednim in stabilnim prihodkom. V poslu imate kar dobro situacijo, je pa res, da morate biti v prvih 3 tednih pazljivejši glede odnosov s sodelavci. To pa se bo izboljšalo v zadnjem tednu v aprilu. Tukaj boste pa v zadnjem tednu boste imeli pa več priložnosti za podpisovanje kakšnih pogodb, sklepanje novih partnerstv, potem bo se izboljšale seboj obstoječa partnerstva, tudi bo to zelo dober čas za razširitev posla, za napredek, ker se bojo stvari zelo izboljšale, partnerji bojo želeli zdaj z vami bolj nekako sodelovati, vas bodo bolj poslušali, vam bodo bolj naklonjeni, kot so vam bili prej. Zdaj, če so kakršnekoli težave v partnerstvu, se bo tudi zadnji teden, se bojo bolj reševale, ker prej se bojo pa pojavljale težave. Pazite se pa kakšne nepremišljenosti, neodgovornosti, pozabljivosti, to bi vas lahko malo mučilo. Torej v odnosih in nasplošno, ampak boste nekako potem stvari rešili. Vam bodo pa prišli podzavestni vzorci na plano v tem mesecu glede odnosov in vaše sreče. Torej, boste verjetno doživeli nek uvid, da vaša sreča ni odvisna od drugih, ampak da morate srečo iskati v sebi. Torej, ti vzorci bi lahko prišli v ospredje v tem mesecu, tako da delajte na tem. Finance bojo pri vas kar v redu, torej pazite na stroške, stroški bi bili lahko kar veliki, lahko zaradi kakšnih potovanj, lahko zaradi krajšega potovanja, daljšega potovanja, lahko s partnerjem, lahko boste zapravili več, kot boste sprva predvidevali, tako da pazite. Potem tudi pri daljšem potovanju mogoče ni dobro, da greste sami, tudi tukaj se vam svetuje pazljivost. Potem lahko bi zapravili tudi zaradi partnerjev, zaradi sodelavcev, lahko boste partnerja na kakšno potovanje povabili, pa bi zaradi tega zapravili, lahko boste preurejali dom, pa bi mogoče tudi tukaj lahko zapravili, ampak torej te stroške boste nekako zmogli, torej ne bo zdaj, bi rekla, neka hujša zadeva. So pa stroški povezani tudi z vašo družino. Torej, če boste dobro upravljali, denar bo za vas okej. Torej, denar lahko izgubite tudi, kot sem rekel, v povezavi s poslovnim partnerjem, tukaj bodite malo pazljivi. Zdaj, če ste dijak, vam kaže kar dobro, boste zelo pridni, zelo boste uvidevni, vam bojo, torej obveznosti boste dobro reševali, torej, ker boste pridni. Prav tako kaže dobro tudi študentom, ampak študentje se boste morali bolj potruditi kot ponavadi, in pazite, da se ne jezite. Torej, če ste sami, potem je dober mesec bolj zadnji teden, že poročeni si boste pa ta mesec lahko končno oddahnili in to tu v drugi polovici meseca.
ko vam bo precej lažje. Zdaj, če ste imeli neke težave, verjetno ste jih imeli s partnerjem, vam bo lažje, torej v partnerstvu bo več strpnosti, več spoštovanja, več ljubezni, več razumevanja, bi pa vaš partner moral paziti še vedno na zdravje in pa velika verjetnost je, da boste kam odpotovali zaradi novega posla in pa mogoče zaradi tega odšli od partnerja, pač za nek krajši čas. Zdaj, samski lahko nekoga spoznate, nekoga posebnega, privlačnega in to velja posebej za moške, torej za moško populacijo. Za tiste, ki ste zaljubljeni, je pa to kar dober čas tudi za poroko. Torej drugače pri partnerstvu, torej so bile verjetno težave, torej vaš partner je določene stvari zahteval, imel je neke želje, mogoče bo torej na sredini meseca malo kriza, ker bo on tudi določene stvari zahteval, bi vas lahko glede tega malo obremenjeval, ampak se bo to potem zboljšalo. Posebej glede partnerstva, če imate kakšne težje odločitve, se odločite šele maja, ne prej. Se vam ne svetuje. Drugače si pa bosta s partnerjem bolj privlačna, bolj bosta senzualna, torej tako da tukaj se bodo pa stvari nekako izboljšale. Potem zdravje bo v tem mesecu za vas kar v redu, posebej prve 3 tedne, torej lahko ste nek režim spremenili, prehrano, ki to za vas zelo dobro vpliva, to na vas. Potem gibajte se, drugače imate zdravje kar stabilno. Poleg tega zadnji teden bi lahko kupili neko nepremičnino. To bi se vam tudi lahko zgodilo, si boste želeli, ampak pazite, ker bi bile lahko kakšne težave s pogodbo. Torej, pazite pri podpisovanju pogodb, lahko se bo neka priložnost dela dobra, pa mogoče ne bo taka, dobro preberite drobni tisk, torej ne glede na to, kaj podpisujete. Torej, zadnje 2 tedna sploh v aprilu, torej bodo neke nove priložnosti za podpisovanje novih pogodb, ampak torej preberite drobni tisk, to se vam svetuje. No, potem smo pa že pri škorpionih. Torej, če imate luno v škorpionu, če ste v ascendentu škorpion ali če imate sonce v škorpionu, pa če gremo najprej kar na posel. Še to, torej za vas tudi velja, torej Mars, parivartana joga z Merkurjem, oven dvojček, torej Mars vaš bo v vaši 8. hiši, v dvojčku in Merkur v vaši 6. v ovnu. Torej, zdaj, če gremo najprej na kariero in posel, torej paziti morate v prvih 3 tednih, v zadnjem tednu se bodo stvari sicer malo izboljšale, oddahnili si boste, posebej, če ste imeli kakšne težave že dalj časa, potem tudi končno boste lahko napredovali, dosegli večji uspeh, ne bo toliko ovir in težav in sodelavci boste imeli sicer boljše odnose, ampak morate paziti, torej se kakšnih sporov, ker boste malo zasenčeni, v odnosu do sodelavcev, določene stvari ne boste videli jasno, tako da za te stvari pa počakajte torej na maj. Edino tukaj bi se pa lahko pojavile kakšne težave, tudi vam ne bojo določene stvari jasne glede prihodkov, pa tudi glede prijateljev. Torej boste nekako tako razmišljali torej o teh odnosih, to pomeni tudi mogoče neki prijateljski odnosi v službi. Ne boste točno vedeli, na čem ste in to se bo v bistvu šele maja potem razkrilo. Tako da tukaj bodite malo potrpežljivejši. Če nimate službe, je najboljši čas za iskanje bolj konec meseca, tukaj vas potem čakajo dobre novice na tem področju. Še boljši čas bo pa naslednji mesec za vas, to je maj. Drugače bo pa ta cel mesec zelo dober za poslovna partnerstva. Za razširitev posla, za uvajanje nekih novih idej, strategij, podpisovanje novih pogodb, začetek novega posla, to je zelo dober čas, kot sem rekla, edino v odnosu do sodelavcev ali pa sodelavci, s katerimi ste prijatelji, tukaj pa počakajte do maja, medtem ko pa če kakšno pogodbo želite z nekom podpisati, z nekim novim poslovnim partnerjem, je pa to dober čas. Torej, res za to nove ideje, za podpisovanje novih pogodb bo zelo dober čas v zadnjih 3 tednih, tukaj boste imeli res podporo.
In tudi bolje boste sodelovali z že obstoječimi partnerji, odnosi se bodo izboljšali. Posebej to velja za ženske kolektive. Skupaj boste lahko vodili uspešen posel, zdaj finance bojo kar v redu pri vas, neka spremenljivost se kaže, enkrat bolje, enkrat slabše, lahko bi mogoče, torej se vam plača majčkeno zboljšala, ne vem kaj, ampak lahko malo. Dela boste imeli dovolj, boste tudi dobro plačane, tako kot sem rekla, lahko bi napredovali, dobili nagrado, posebej, če ste zaposleni v javni službi, torej v javnem sektorju ali pa če servisirate druge, naprimer svetovanje, pravo, računovodstvo ali če delate v zdravstvu, torej medicinska sestra, če ste zdravnik, karkoli v zvezi z zdravstvom. Ni pa to najboljši čas za jemanje kreditov, imeli boste sicer drugače veliko stroškov ta mesec, drugače pa se izogibajte sporom, konfliktom, posebej sodelavci na poslu. Torej, to sem že prej rekla, torej, da bo lahko tukaj bojo pa lahko neke težave in tukaj se pa konfliktov poskušajte izogibati in ne sprejemajte nekih pomembnejših odločitev, to naredite šele maja, ko se bodo stvari razjasnile. Zdaj lahko bi tudi zamenjali službo, tudi to bi bilo možno. Pri zdravju morate biti pa v tem mesecu vi pazljivejši, redno hodite na preglede, boste pa v drugi polovici meseca našli neke boljše rešitve za vaše zdravje, lahko tudi, da boste spremenili rutino, lahko bi vas čakala neka operacija ali poseg, ampak boste od tega dobro okrevali, torej ne boste imeli vseh informacij glede tega, to se bo razjasnilo šele maja, da boste točno vedeli, kako je z vašim zdravjem, v kakšno smer napredujete, kako stvari napredujejo, prej bo pa mogoče tukaj da bodo stvari najbolj jasne tukaj. Tako da počakajte. Torej, ta mesec je dejansko za vas mesec zdravljenja, sprememb. Ampak ne pri zdravju, tudi drugje se lahko pojavljajo spremembe. Torej, pa tudi vi kot oseba se boste močno spreminjali. Drugače pa, torej se lahko pojavijo spremembe tudi, kot sem rekla prej, pri odnosih s sodelavci, posebej tisti, ki so prijatelji z vami ali pa tudi prijatelji na splošno. Potem vaša mama bi morala tudi paziti na zdravje, vi pa morate predvsem delati na umirjanju, ker bo tudi vaša psiha v ospredju. To bi bil zelo dober čas, da rešite kakšne podzavestne vzorce, travme, posebej te, ki so povezane z odnosi, torej kako se odzivate na druge ljudi, predvsem jeza v odnosih, torej delajte na tem, na teh podzavestnih vzorcih, to je zelo dober čas za to, ker vam bo tudi uspelo. Torej obiščite kakšnega psihoterapeuta, psihiatra, psihologa, terapeuta, vam bo zelo koristilo. Zdaj, če ste dijaki, se boste precej trudili, boste kar uspešni, posebej prve 3 tedne v aprilu, kasneje vam bo mogoče malo težje, da boste prišli do določenih informacij, ki bi jih radi, tukaj boste mogli počakati do maja. Za študente prav tako velja, da boste kar uspešni, posebej v prvih 3 tednih boste kar delovni. Zdaj, v zadnjem tednu v aprilu se boste pa za svoje uspehe morali malo bolj potruditi. Zdaj, če ste samski, bo najugodnejša prva polovica meseca, lahko se zaljubite, spoznate neko novo osebo. Če se želite poročiti, je tudi najbolj ugodno prve 3 tedne v aprilu. Zdaj, če ste pa poročeni, pa zadnje 3 tedne v aprilu, takrat bo pa za vas malo boljše, ko bo več harmonije v partnerstvu, več ljubezni, zadovoljstva, tudi romantike. Torej, v prvem tednu pa vezani ne sprejemete nekih prehitrih odločitev, zadnji 3 tedni bi vam morali biti pa lepi, ampak vseeno, torej, bi lahko prišel tudi do kakšnih konfliktov v odnosih, do kakšnih sporov, zato pazite v komunikaciji, izogibajte se prepirov s partnerjem, ker se vam lahko zaradi prepira, agresije zgodili tudi kakšna prekinitev. Torej, tukaj pazite v tem. Boste imeli sicer podporo zadnje 3 tedne v aprilu, da mogoče odnos rešujete, da se pogovorite,
bo neke vrste olajšanju, ampak če ne boste pazili na svoje besede, če boste prehitro odreagirali, če boste preveč agresivni, se to ne bo dobro končalo. Tako da vam svetujem, da si v odnosih naredite nek načrt. Pa ni važno, da so to prijateljski odnosi, družinski, osebni, poslovni, ker bi vas lahko kakšna jeza vam udarila na plano. Pazite tudi v prometu, ne hitite preveč, posebej pri kratkih potovanjih. Pri daljših imate pa sicer podporo, posebej proti koncu meseca, tako da tukaj pa ne rabite pričakovati nekih večjih težav. No, potem smo pa tukaj zdaj že pri strelcih. Strelci, torej če imate luno v strelcu, imate sonce v strelcu ali ste v ascendentu strelec, kaj pa vas čaka? Torej za vas je to pomemben mesec, Jupiter se bo premaknil iz rib v ovna, torej bo kar velik premik. In zdaj, če gremo kar najprej na posel, torej v poslu karieri je to za vas kar dober mesec in skozi ta mesec vas boste dosegli pomembne, bom rekla, premike, uspeh, napredek. Zdaj, če nimate posla, službe jo lahko dobite, posebej v drugi polovici meseca, torej proti koncu meseca aprila. In takrat vas tudi čaka neka sprememba v službi, ampak bo pozitivna. Neko napredovanje, višja plača, večji prihodki. V službi boste drugače imeli več dela, ki se bo lahko precej pokazalo na hitro, nenadno. In tukaj torej boste morali nekako krmariti med vašimi željami in pa med željami drugih. Torej, vaš trud in vaše delo bo končno poplačano, boste dosegli nek uspeh. Mogoče se vam v tem mesecu ne svetuje, da nek nov posel začenjate ali pa nove pogodbe, da neko novo partnerstvo sklenete, tudi za širitveni dober čas in tudi za večje finančne investicije v posel ni čas, ker bodo pri financah včasih težave. Tudi v produktivnosti na delu se vam bo to poznalo, medtem ko ustvarjalni boste, ampak produktivni pa ne mogoče toliko. Boste sicer v uspešni in v odnosih boste kar dobro sodelovali, ampak to ni čas za tveganje. Torej, v poslovnih partnerstvih, v partnerstvih na splošno se vam lahko pojavijo kakšne težave, kakšni konflikti, spori, zato to ni čas za neka tveganja. Torej, bodite potrpežljivi, mirni, naredite si nek načrt in boste to dobro izpeljali. Na koncu boste uspešni, ampak z nekim načrtom. Torej, težave in ovire v odnosih pri poslovnih partnerstvih se lahko pojavijo, ker bi ti partnerji bili lahko v tem mesecu bolezni, arogantni, lahko celo nasilni v komunikaciji in bi zato lahko prišlo do kakšnih nesoglasij. In zato pri poslovnih odločitvah bodite res pazljivi, tudi pri sodelovanjih, previdni, da ne bo pač kaj hujšega. Torej, finančno stanje bo pri vas v tem mesecu kar dobro, boste za prihodek več delali, bolj boste tudi pogumni, delavni, trudili se boste za denar, boste več zaslužili. Pazite le, če boste denar investirali, tudi če se ukvarjate s tem. Torej, za vas je to zelo, zelo pomembno, ker Jupiter torej vam vlada in ta Jupiter se bo torej iz 4. premaknil v 5. Torej, bodite pazljivi torej pri investicijah ta mesec, ker boste prave informacije dobili šele maja. Tako da mogoče je ta mesec bolj za neko načrtovanje, neko strukturo, da si naredite dober načrt, potem pa šele delujete. Torej, krajša potovanja bodo povezana z neko željo po prihodkih, daljša bi bila pa lahko precej povezana s poslom. In s poslovnimi partnerji lahko tudi. Ampak pazite se tukaj, lahko so kakšni nepredvidljivi zastoji, to bi vas lahko razjezili, torej ti zastoji bi vas lahko razjezili, lahko bi vas pa poslovni partner razjezil, torej pri poslovnih partnerstvih res previdno. Pri zdravju sicer ne rabite toliko paziti, boste imeli več energije, bolj boste odporni, lahko bi se pozdravili od neke bolezni, dobili boste nova zdravila, lahko za kronične bolezni, akutne, se vam pa svetuje, da pazite na želodec, pa tudi na jetra. Pazite tudi na zdravje otrok, če jih imate, na splošno na otroke. Zdaj, če ste dijaki ali študenti, je to za vas dober mesec. Če ste dijaki, bo mogoče v sredini meseca
določene stvari ne boste točno vedeli, kako se loti določenih stvari, pa se vam bo do maja razkrilo. Če ste pa, prav tako, če ste študent, prav tako isto velja za vas. Zdaj, če želite biti sprejeti v tujino, je to kar dober mesec, ker prej so bile ovire, zdaj potem se bo pa to umaknilo, torej sploh zadnji teden je posebej dober za to. Zdaj, samski boste imeli veliko priložnosti za novo vezo, zadnji teden posebej, prej bodite pa pazljivi, ker bi lahko v ljubezni sprejeli neko napačno odločitev. Kasneje, torej v ljubezni bo neka razbremenitev, bo bolj harmonično, lahko bi se tudi na novo zaljubili, neko olajšanje boste tukaj čutili, ampak morate paziti, ker bo veliko iluzij in v zaljubljenem stanju ne boste videli prave slike. Tako da tukaj bodite pazljivi, kako se odločate, mogoče, če je možno, dajte to odločitev prenesti na začetek maja, ker boste takrat videli bolj pravo sliko. Tudi vezani boste imeli v tem mesecu turbulentno obdobje, bodite v tem mesecu bolj previdni, pazite se prepirov egoizma, s partnerjem delajte ljubeznivo, spoštljivo, poskušajte z njim sodelovati, partner bi bil lahko jezljiv, nestrpen, agresiven na trenutke, zato bodite z njim potrpežljivi, ker pozicije planetov kažejo na to, da bi lahko s partnerjem imeli tukaj še težji spor ali pa prekinitev, tako da v bistvu bodite tukaj zelo pazljivi. Drugače pa to ni dober mesec tudi ne za poroko, pač bolje, da počakate. No, potem smo pa tukaj že pri kozorogih, torej če imate luno v kozorogu, sonce v kozorogu ali ste v ascendent v kozorog, potem je to za vas kar dober mesec, torej vaš Saturn je zelo dobro postavljen v vodnarjih, v drugi hiši, torej v vodnarju v drugi hiši. In zdaj, če gremo kar na posel in karijera, to je za vas kar dober mesec, seveda, če boste napredovali počasi, po korakih, imeli boste dovolj dela, torej tudi prihodki bodo, mogoče ne toliko, kot vi mislite, ampak bodo. Torej boste uspešni, tudi bolj kreativni, torej prihodki se vam bodo povečali, ker boste imeli več dela. Ampak kot pravim, mogoče ne toliko, kolikor bi pričakovali, lahko pa dobite neko nagrado, čaka vas lahko tudi napredovanje. Zdaj, če do zdaj niste dobili neke nagrade pozorni spoštovanja, za katerega se vam zdi, da ste ga zaslužili, se bo to tudi zdaj spremenilo. In posebej v drugi polovici meseca si boste lahko malo bolj oddahnili, pozicija planeta vam prinese malo več zadovoljstva, več uspeha, več samozavesti, pa tudi več prihodkov. Povečala se vam bo avtoriteta, prepoznavnost, status v družbi, tudi v službi. V tem času lahko najdete tudi neko dobro službo, posebej izven vašega domačega mesta, lahko v tujini, torej nekje stran od vašega doma. Zdaj, če želite ustvariti nov posel, se razširiti, sodelovati, skleniti posel, vložiti denar, investirati, je zdaj tudi kar dober čas, boljši, kot je bil v preteklosti. Tako da, če to zdaj želite, torej je ta mesec kar dober čas in vam bo tudi uspelo, samo dobro preberite drobni tisk. Torej, ko podpisujete stvari, preglejte stvari, pojdite po korakih in šele potem podpišite, ko ste seznanjeni z vsem. Torej, kot sem rekla, boste kreativni, boste več zaslužili počasi, ampak to vam bo omogočilo, da boste lahko investirali naprej in seveda tudi sklenili kakšno novo pogodbo, ampak kot sem rekla, prej razmislite. Razmislite tudi, kam boste dali denar. Lahko se vam v tem času tudi pojavi želja, da bi kupili posest, nepremičnino, tako da zato bo pa kar dober čas. Vaše zdravje bo kar v redu, pazite se prevelikih obveznosti, dela in pa tudi, da ne bi izgoreli. Tukaj pazite, torej, ker boste imeli res zelo veliko dela. Ne nalagajte si preveč, pazite na rutino, telovadite, jejte zdravo, pazite tudi na zdravje vaše mame. Zdaj, dijaki, boste imeli kar dober mesec, da se predstavite, da ste uspešni, pa tudi za študente je ta mesec kar dober, sicer vas čaka veliko dela, ampak boste tudi uspešni. Ni potrebno, da se jezite zaradi kakšnih obveznosti, ker pač tako in tako bojo obveznosti tam, če se jezite ali pa ne.
Na tem področju lahko tudi mogoče pogledate, kakšne vzorce imate v povezavi s tem in jih tudi ta mesec rešite. Torej, za študente je drugače to dober mesec, posebej druga polovica, tudi za tiste, ki ste povezani s tujino. Za daljša, krajša potovanja bo boljši čas prva polovica meseca, kasneje boste želeli biti bolj doma, ampak tukaj bi vam lahko kalili mer, vas po nepotrebnem vznemirjali in boste lahko nemirni in anksiozni, izogibajte se prepirom in raziščite, zakaj vas te stvari toliko vznemirjajo. Torej, kakšne vzorce imate v sebi, da vas določene stvari jezijo. Torej, to je zelo dober mesec, da to raziščete. Zakaj vas nekatere stvari v domu vznemirjajo. V ljubezni bo kar mirno, harmonično, tako za poročene, tudi če so bile neke težave v preteklosti, tudi za samske, posebej prve 3 tedne v aprilu, tudi kasneje bo v redu, kasneje se sicer lahko pojavijo neke manjše težave, ampak ne bo nič hujšega. Partner mora paziti na zdravje. Zdaj, se pa lahko samskim želje in sanje v zvezi z ljubeznijo lahko uresničijo. Lahko spoznate nekoga res, nekoga, ki se vam bo res usedel v srce. To je tudi dober čas za poroko, posebej zadnje 3 tedne v aprilu, takrat lahko začnete tudi novo vezo in to je pa tudi zelo, zelo dober čas za otroka. In pa tudi vaši otroci bodo v tem mesecu in bo šlo dobro. V šoli, če jih imate v šoli, v ljubezni, uspešni bojo, kar v redu. No, potem smo pa tukaj že pri vodnarju. Torej, če imate luno v vodnarju, ste v ascendentu vodnarja ali imate v soncu vodnarju, torej kaj pa vam čaka? Torej, imate več podpore, torej vaš Saturn, vaš mesec, ki vam, torej planet, ki vam vlada, Saturn, torej stoji v vaši prvi hiši, v vodnarju, prinesel vam je sicer že več, bom rekla, dela, obveznosti, ampak to vi kar uspešno nekako premagujete. Zdaj v poslu in karieri imate prvo polovico tega meseca podporo, počasi vztrajno lahko napredujete proti uspehu, precej boste vodilne s svojim delom impresionirali, navdušili, možno je tudi, da boste iskali neko novo službo ali pa se usmerili v neke poslovne priložnosti. Torej, ne glede na to, kaj bo pri vas v službi, boste imeli v tem mesecu več energije in zelo boste želeli pokazati svoje talente. Torej, in boste vse vaše ideje in sanje končno spravili v pogon. In zato je posebej dobra priložnost v prvi polovici meseca, ko lahko glede službe tudi dobite neko res dobro priložnost, da se izkažete. Boste pa seveda dobili, kot sem rekla, več odgovornosti in dela, to sicer že imate, ampak lahko bi vam še mogoče malo več naložili, ne se jeziti. V drugi polovici vam pa bolje kaže glede prihodkov in denarja, bi se pa v poslu lahko začele pojavljati neke težave, nepredvidljive težave, tudi ovire, zadeve se lahko ustavijo, pojavili se bojo zastoji, določene stvari bi v službi tudi lahko izvedeli, določene stvari, ki jih mogoče niste niti slutili, lahko povezavi s sodelavci. Tako da v poslu bodite posebej previdni v zadnjih 2 oziroma v zadnjem tednu v aprilu. Zdaj v prvi polovici meseca bo kar v redu, potem pa bodite bolj previdni. Na splošno se boste poslovno sicer malo lovili v tem mesecu, ne svetuje se vam, da sprejemate neke nagle nepredvidljive odločitve, naprimer, da bi širili posel, novo partnerstvo, najemanje posojil za posel ali kaj podobnega, lahko pa začnete novo službo. To ja, medtem ko neko tako sodelovanje, mogoče ta mesec ni ravno najboljše za podpisovanje nekih pogodb. To se vam bolj počaka, torej se vam svetuje, da počakate na maj. Tukaj je za počakati. Torej, posebej v prvem delu meseca bodite pazljivi glede tega, kasneje bo za to boljši čas. Glede denarja se vam bo situacija malo izboljšala, denar boste prejemali iz več virov, ampak pazite, da vam ne spojzi iz rok in tudi ni priporočljivo, da ga v tem mesecu kam investirate.
torej, ker pač ni ta mesec za to primeren. Ker tukaj bi bili lahko zasenčeni, lahko bi vam nekdo ponudil neko poslovno sodelovanje, neko novo pogodbo, ampak boste tukaj malo zasenčeni, tako da se vam svetuje, da to delate res šele maja. Od začetka maja naprej. Denar bi vam lahko spolzel skozi roke in torej ni dobro, da ga v tem mesecu investirate, medtem ko kratka in daljša potovanja so pa za vas v redu. Glede zdravja pri vas ni nekih posebnosti, tudi če ste kaj imeli, se bo to izboljšalo, energije boste imeli več, dobro se boste počutili, tudi boste delali na zdravju, boste mogoče spremenili rutino, prehrano, več se boste gibali. Potem tudi v domu imate pa v tem mesecu precej izboljšav, počutili se boste v domu precej bolje kot prej, bolj boste mirni, lahko kupite tudi nov avto, to je zelo, zelo dober mesec za to. A pazite pa pri odnosih s sosedi, pa tudi mlajšimi brati, sestrami, tukaj pa morate biti pazljivi. Tudi z očetom, oče bi tudi mogel na zdravje paziti, če bo karkoli z očetom, boste šele izvedeli, kaj v resnici je šele v maju. Zdaj, če ste dijaki, bo to za vas dober mesec, veliko energije boste dajali v učenje, zelo boste želeli izraziti svoje talente, svojo ustvarjalnost, zelo boste kreativni. Zdaj, za študente pa ta mesec bolj nekaj srednjega, za uspeh se boste morali malo bolj potruditi, ampak vam bo kar uspelo, no? Ne bo, sicer določene stvari mogoče ne boste mogli narediti, dokončati, ampak boste se trudili, in vam bo tudi potem kar uspevalo. Zdaj, če ste samski, je za vas to malo bolj turbulentno obdobje, posebej prve 3 tedne, ne svetuje se vam sprejemanje nekih hitrih odločitev, ker bi to mogoče lahko kasneje obžalovali, pa tudi za vezane je to kar naporen čas, ni najboljši čas za poroko, počakajte na maj. Če ste poročeni, pa se v tem času s partnerjem ne zapletajte v spore, konflikte mu ne nasprotujte, pazite v govoru in tudi v zvezi s partnerjem ne sprejemete nekih večjih odločitev, počakajte na maj. Spoštujte ga, ljubite ga, podpirajte, tako boste ohranili harmonijo in mir, drugače tudi lahko pride do kakšnega resnejšega konflikta, lahko tudi do prekinitve veze, tako da dajte tukaj paziti. Se bo pa zadnji teden situacija izboljšala, bi pa tudi vaš partner moral paziti na zdravje. Ampak, če ima karkoli, da ga torej kaj skrbi, bo maja bolje. No, potem imamo pa tukaj še ribe. Torej, kaj pa ribice čaka? Torej, če imate luno v ribah, ste v ascendentu ribica ali imate sonce v ribah, pa gremo kar na posel in kariero. Torej, v poslu in karieri imate dober mesec, kaže vam tudi stalen velik napredek in seveda ta napredek se bo pokazal v vaših financah. Torej, imate ta mesec velik premik, Jupiter, torej, ki vam vlada, se premika v drugo hišo premoženja, prihodkov, družine, govora in zato seveda vam zelo, zelo dobro kaže na financah. Torej, dodatni denar boste dobili, plača se vam bo izboljšala na dolgi rok, izboljšalo se vam bo na splošno finančno stanje na dolgi rok, lahko tudi pomeni, da boste napredovali, dobili neko nagrado, večjo plačo, torej zaradi nečesa boste dobili več denarja, posebej tudi ob koncu tega meseca. Finančno boste dosegli neko stabilnost in to na daljši rok, torej to kaže vam zelo, zelo dobro. Je pa res, da boste imeli ta mesec večje stroške, zdaj ribe se morate nasplošno paziti, zdaj 2,5 leta pač teh večjih stroškov. Boste zaslužili, ampak boste tudi veliko denarja tudi zapravili, verjetno. Torej, lahko vam kaže nek strošek v domu, lahko prenavljate v domu ali pa boste želeli kupiti neko posest, ali pa avto, ne vem, karkoli, torej tukaj bodo kar stroški, tako da pazite, naredite si načrt, pojdite po korakih, da ne boste šli v neko brezglavo zapravljanje, pazite tukaj.
Doživeli boste uspeh, torej na poslu, imeli boste več avtoritete na svojem področju, tudi v komunikaciji boste nekako bolj uspešni, ljudje bojo nekako vas bolj poslušali, bolj bojo dovzetni za vaše nasvete, lahko vas tudi čaka, bom rekla, neka prepoznavnost, večja prepoznavnost. Tudi spoštovanje od drugih ljudi bo večje. Naprimer, če so vas kakšni ljudje prej zanemarjali, torej, ali pa mogoče celo poniževali, ignorirali, bodo tudi prepoznali vaše talente in sposobnosti in boste končno dobili neke zasluge za vaše delo. To si verjetno želite že nekaj časa, posebej, če delate v nekem poslu, kjer je v ospredju komunikacija. In seveda to velja tako za vodilne, ki vas bojo zdaj bolj prepoznali, vam torej priznali večje zasluge za vaše delo, kot tudi za sodelavce ali pa za stranke. Potem zadnji teden v aprilu lahko dobite zelo dobro službo z dobro plačo, če ste brez zaposlitve trenutno. In drugače na splošno, torej je to v poslu za vas dober mesec, poln napredka, uspeha. To velja tudi za podpisovanje pogodb, sklepanje novih partnerstv, razširitve posla, novih pogodb, strategij, ki jih boste želeli vpeljati v posel, ali pa če želite začeti povsem nov posel, je to zelo, zelo dober čas, ker vam bo uspelo. Tudi boste imeli več samozavesti na tem področju, tudi boste imeli dovolj denarja, da lahko tudi to naredite, da začnete nek nov posel. In to je dober čas za to. Ampak seveda morate dobro prebrati pogodbe, preden se v kaj spustite. Torej ne bodite brezglavi, razmislite, delajte po korakih. Torej vaši poslovni partnerji vas bodo podpirali bolj kot prej, posebej v drugi polovici meseca, bolj boste tudi napredovali in kot sem rekla, se vam prihodek poveča. Posebej, če boste delo dobro načrtovali, se vam bo prihodek zelo povečal. In tudi stroškov, torej v poslu bo sicer manj, čeprav je v tem mesecu je nakazan večji strošek, jaz bolj mislim, da je ta strošek povezan z domom. Z domom ali nakupom neke nepremičnine, posesti ali pa avtomobila. Tukaj vam bolj kaže, no? V poslu mogoče ne toliko. V poslu boste nekako bolj boste načrtovali svoje izdatke. In boste tukaj mogoče malo bolj premišljeni. Paziti pa morate torej v domu, povezavi z družino, da pa tam ne boste preveč zapravili. Premoženje se vam zagotovo poveča, tudi če imate posel v tujini, torej bo tudi se vam premoženje povečalo, torej ampak z denarjem pazljivo ne zapravljajte preveč, dobro ga upravljajte. Zdravje bo prve 3 tedne pri vas bolj občutljivo področje, zadnji teden pa si boste lahko malo vdahnili, boste našli pravo zdravilo, zdravstven tretma, tudi če imate karkoli glede zdravja, boste to izvedeli maja in si boste potem lahko tudi vdahnili. Svetuje se vam telovadba, zdrava hrana, redni pregledi, za kratka potovanja bo dober čas zadnje 3 tedne, za daljše pa pa tudi za daljše zadnja 3 tedne. Torej za zadnje 3 tedne je čas za potovanje boljši. Tudi, če je kakšen vaš družinski član, bo imel kakšne zdravstvene težave, boste tudi za njega zvedeli dobro novico, oziroma boste zvedeli novice v maju, bo aprila bolj tako vse bolj zasenčeno, ne boste točno vedeli, pri čem ste. Tudi glede premoženja v družini, če urejate kakšne pogodbe ali pa če boste želeli urediti kakšne stvari, je bolj nakazano, da mogoče ne boste določenih stvari vedeli, pa se vam bo to šele maja odkrilo, pa bi vas to mogoče lahko tudi razjezilo malo, ker bodo neke stvari prišle v maju na dan. Ampak o tem bom bolj maja govorila. Torej, lahko bi nekdo za hrbtom sklenil kakšno pogodbo pri vas, torej v širši družini, zato bodite previdni, opazujte stvari, predvsem pa ravnajte previdno. Bodite previdni, opazujte, ko pa boste zvedeli, pa pazite, da vas to ne bo preveč razjezilo. Drugače bi lahko pri vas prišli na površje tudi kakšni podzavestni vzorci v zvezi z družino, torej kako vi doživljate družino, koliko vam družina pomeni,
ali vas v družini sprejemajo take, kot ste, ali vas ne, ker seveda tudi to precej vpliva na našo samozavest. In bodo ti vzorci, torej podzavestni potlačeni, prišli na plano glede družine in družinskih odnosov in je to zelo, zelo dober čas, da to rešujete. In da seveda delate na vaši samozavesti in da tudi pazite se, da ne boste v kakšni stvari prehitro odreagirali, pazite v govoru, da ne boste mogoče rekli kaj nepremišljenega. Boste pa delali na samozavesti v družinskem okolju in boste ugotavljali, koliko vam je družina dala te samozavesti, koliko vam je odvzela, kako vas družinski člani sprejemajo vas kot osebo. Torej vse to bo prišlo v tem mesecu v ospredje. Torej, če ste dijaki, študentje, potem bo to za vas kar dober mesec, se pa boste morali za uspeh v izobraževanju bolj potruditi in to konec meseca. Dijaki boste iskali neke nove rešitve za svoje izobraževanje, boste tudi precej delavni. Študentje pa boste tudi precej pridni doma, študirali in vam bo tudi kar šlo, no. V partnerstvu vam bo lažje, kot vam je bilo, težave se bodo umaknile, v resnih partnerstvih, v zakonu bo več harmonije, ljubezni, ker boste več delali na tem, bolj se boste trudili. Tudi več strasti bo, težje stvari se bodo razrešile in umaknile, partner naj pazi na zdravje. Zdaj, lahko se tudi zgodi, da bojo kakšne skrite stvari in kakšne zadeve pri vašem partnerju, torej pri njegovi družini se pojavile, pa bi vas mogoče to vas lahko razjezilo, ali pa vašega partnerja in seveda, če bo vašega partnerja, bo verjetno tudi vas. Tudi tukaj bi lahko se pojavile kakšne težave, lahko tudi v zvezi s kakšno dediščino, kakšnimi pogodbami, kakšnim denarjem. Ampak to boste maja rešili, torej to se bo maja vse pokazalo, prišlo na plano in se bo tudi rešilo. Torej, kot sem rekla, partner naj pazi na zdravje, torej samski bodo imeli priložnost za novo ljubezen cel mesec, posebej prve 3 tedne, verjetno se boste zaljubili, lahko bi našli tudi novega partnerja. No, v domu sem pa že prej govorila, torej v domu, tam, kjer živite in pa tudi v razširjeni družini, se pa pazite prepirov in konfliktov. Dom boste verjetno lahko prenavljali ali pa ga sčistili temeljito, no zdaj bo pomladansko čiščenje. Lahko, da bi imeli tudi prepir z nekom iz širše družine, kot sem že prej govorila, zato pazite tudi na tem področju. No, to je za danes vse, torej pokrila sem vsa znamenja, želim vam lep mesec v aprilu in vas pozdravljam.